ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Tokrat bomo malce bolj natančno predstavili delovanje humanitarnega društva AIDA. Preden pa kaj več o samem društvu povemo, je pa prav, da predstavimo naše goste oziroma gostitelje, ki so nas povabili v to pisarno v Trbovljah. Z nami so Ermina Pačavar, Žujo. Lep pozdrav. Potem Edis Jašarevič, Žujo, ter Seludin Abdić, Cule, ne? Živjo. Ja, Žujo. Glede na to, da se mi že kar nekaj časa poznamo, tudi kjer smo že sodelovali na humanitarnem področju, predlagam, da ostanemo na ti, tako kot smo v zasebnem življenju. Lahko. Pa bi mogoče, Ermina, najprej midva začela. Lahko. V kakšni družini si ti odraščala, kje? Jaz sem v bistvu se rodila v Trbovljah. Mami in oči sta iz Bosne prišla v Slovenijo, oče se je zaposlil v rudniku. Mami je nekaj časa delala tudi v kemični tovarni v Hrastniku, ampak zaradi nas, ko smo bili majhni, je mogla pustiti vse in je potem bila gospodinja. Kakšno pa je bilo življenje v delavsko-rudarski družini? V bistvu, jaz sem imela ful lepo otroštvo. Mi smo bili takrat ni bilo mobitelov, ni bilo tega, kaj je danes. No, mi smo bili skozi zunaj, ne. Kje pa? Živeli smo na Novem Logu 19C. Takrat so se tiste v bistvu niso stolpnice, ampak malo manjše od stolpnic, so se takrat naredili v bistvu za delavce, ki delajo v rudniku. In so oni prvi imeli priložnost, da si pač stanovanje zberejo. In se spomnim, da smo mi pač šli čisto novo stanovanje v najem. In res nas gor otrok je bilo ogromno, ne, in to je bilo vedno zunaj igra, žoga, kolebnice, frnikule in takšne stvari, tako da je bilo lepo. Vem pa, da oči, kaj delo nočno, takrat smo mogli biti bolj pridni, tiho, ne, da on spi, kač pa, ja, lepo. Koliko vas je bilo otrok? 3. Imam sestro dvojčico, pa brata starejšega, ampak je nažalost umrl. Sestra dvojčica. Ja. Kako ste pa kaj povezani? V bistvu smo dvojčice, ampak se nismo nič podobne, niti vizualno, niti karaktersko. Ne. Jaz sem bolj taka čvekava in to, ona je bolj mirna in tudi štimale se nismo kot otroci, smo se vedno kregale, ampak smo tako v redu, no. No, zanimivo, ko si dejala, da si ti bolj čvekava, je Edis pokimal, ne? Ja. No, a se spomniš mogoče kaj iz tistega zgodnega otroštva, ker v teh rudarskih družinah je bilo malce drugačno življenje, trdo življenje, oče je verjetno kar precej garal v rudniku. Je bila kakšna posebna prehrana potem doma? Ne vem, ste imeli kakšne posebne običaje? V bistvu, tam gor na Novem Logi smo imeli tudi en tak gozd je bil. In tam smo si tudi, ne samo mi, ampak večina nas je naredila gredice, imeli smo tudi živadi, se spomnim, imeli smo koze, kokoške, purane, itak muce, pa to, kar sem pa jaz tako najdla, sem jih tudi jim devala jest. In v bistvu tudi nekako na ta način, vem, da sta oči pa mami zelo veliko delala, smo imeli, mislim, da 3 velike grede, veliko smo hrane pridelali. Smo bili pa, se pravi, smo bili 5-članska družina, oči je sam delal, ni bilo zdaj glih neki velik denarja pri hiši, ampak vedno pa je bilo. Moram pa reči, da je bilo, ker oči je pa bil res tak, šparuje in je vse gledal, kam bo kak dinarček dal, ne. Kaj pa dopust? Ste veliko hodili v Bosno? Ja, prek rudnika takrat je bilo, smo hodili v bistvu na morje, kjer rudnik imel te destinacije, smo hodili. V Bosno sem šla kot otrok parkrat, oče je iz Jajca in tiste slapove smo šli gledati, ful lepo mesto res. Lepo mesto, ne? Ja. Kako so te pa recimo v Bosni potem sprijeli? Za njih si bila verjetno Slovenka, ne?
Niti ne. Ker jaz, ko sem prišla dol, jaz sem taka, jaz se vklopim v vsako v družbo. In vem, oči je iz mesta, mam je pa iz vasi. In jaz sem raje šla na vas, kakor bila v mesti, ker nekako tam so bili, se pravi, krave, konjički, piščanci in smo z otroci šli in tiste krave mirkati. In meni je to bilo eno doživetje, ker sem videla nekako v vasi živijo, ne, in jaz sem se tam bolj počutila, kakor v mestu, beton pa tako naprej, avtomobili. Danes, ko tole snemamo, je zadnji dan Ramazana, ne, torej tega muslimanskega praznika, kar mesečnega posta, ne. Tako. Kako je bilo pa s temi praznovanji? V Sloveniji je pa seveda Božič, Velika noč, verjetno se je kar vse praznovalo, ne? Ja, to smo vedno. Vem, da je mami včasih tudi postila. Jaz sem kot otrok, tam nekje 12-13 let, ko sem bila stara, sem tudi vedno nekako prva 2-3 dni sem tudi z njo postila, pa zadnja, ne, ampak cel mes nisem nikoli, to pa moram priznati. Ampak smo vedno naredili tudi, v družini se je naredilo različne tradicionalne te jedi naše, baklava obvezno, tudi jaz se moram pohvaliti, danes zjutraj sem že jaz naredila in baklavo in veliko jedi naših za jutrišnji praznik, še nekaj moram narediti. Danes je to še ob strani, ne? Jutri se potem to zaužije. Ja, v bistvu jaz vedno pred jutrišnjim dnem, pred Bajramom, naredim in očistim stanovanje, vse očistim, operem, naredim veliko jedi, sladkih, slanih in potem jutri v bistvu se je, gremo, ne vem, družinam, na obiske in tako. Aha, lepo. Ja. Že kar vidim, kako bo lepo, ne? Vidva sicer nista mož in žena, ne, sta koruznika, ne? Ja, poznamo se pa lepih 25 let, ne. Četrt stoletja. Ja. No, ti pa nisi otroštvo preživljal v Sloveniji, ne? Ne, isto ne. Jaz sem isto iz Bosne, bolj točno Cazin, krajina, a moram pa reči, starši so šli na razen, so vse ločili, ne. Jaz sem bil mehen, 4-5 let sem bil star, oče je šel živeti v Dalmacijo, mami je pa prišla v Slovenijo. In 91. jaz sem pravzaprav stara mami, babica me je pripeljala do mame v Slovenijo na obisk, v narekovaj, in potem se je tu neko zrihtala, da sem jaz ostal v Sloveniji, tudi šolo končal tu. Takrat si bil star koliko? Ko sem prišel v Slovenijo, 7. razred. 7. razred zdaj. In kako je bilo se vklopiti v... Ja, na začetku je bilo to, Igor, vam povem pa pravic, to je bilo težko. Drug jezik... A si ga razumel, mimo glede? Ja, deloma sem, ne, sam za govoriti, mi rečemo, najbolj me, mislim, motil, ampak nekako mi ni bilo jasno, rečemo, mi v Bosni, na Hrvaškem, v Dalmaciji, kjerkoli, ne vem, se šteje 1, 2, 3, 4, 5, ne, pa tle, ko prideš v trgovino in kaj sem, so bili dolari, boni takrat, 1792, mislim, karkoli se šel plačati, si mogel dobesedno denarnico odpreti, pa naj si vzame, koliko želi, ne, ker narobe številke so bile malo tiste. Saj meni je to povzročalo ogromno težav. Mogoče kakšna dvojina tudi, ne? Tudi, ja, tudi. Mislim, trudimo se pa maksimalno. Ja, seveda. Pa so te sprejeli, sošolci, lepo? So. Se spomnim, sem imel tudi, ker enega učitelja, v kovinarski šoli sem šel tu za ključavničarja, ne, in tisto slovensko zastopiš že, ne, ampak zdaj vsako besedo tudi ne, in potem sem dobil, zdaj imam Edis Jošarevič Šaro, takrat, ko sem hodil v šolo, me je klical moj učitelj Bosno. Bosno, dobesedno tako je bilo, ne, ker... Tudi moram priznati, ne, Slovenci kar težko izgovarjamo nekatere vaše imena, ne? Normalno. Sam se pa tudi potrudite, ko greste v na morje, ne. Govorite lepo. Tako je, ne. Mama je delala takrat, ko si ti prišel sam? Ja, mami je zdaj glih 2 meseca nazaj v penzion je šla. V Slovenijo, ki je prišla, prva služba je bila v osnovni šoli, tle Rivierski borci, in celo penzion je zaslužila tu.
Kakšno so se ti pa zdele Trbovlje, ne vem, si kaj hodil v kopalnico, na bazen? Seveda, obvezno, mislim. Lepo, ne, ker ko prideš iz vasi, sa sela, malo en tak malo večji mest je tu neki novga in pol. Saj tam se navadiš, ostal sem tu, je lepo, naše Zasavje. Spoznal Ermino, ne? Ja, Igor, in Kako je bilo to? vam povem, jaz sem Ermino... Tikava se, ne? Ja, mislim, trudimo se, Ja. ne. Ermino sem jaz spoznal čisto spontano, najni naši taki pešt, ne tist, muzika se reče, tist se naši dobimo in taka ena lepa punca je bila. V bistvu, kot otroci smo se spoznali, po pravici, če povem, mislim, mi celo zvezke kupoval v srednji šoli, ne, mislim, od mame vzameš 500 tolarjev, daš punci za zvezek, za ravnil in tak naprej. Zdaj, ko sem poslušal, ki je par stvari govorila, sploh nisem vedel, da je tudi bila tu pridna, ki je bila mejihna otrok. Si še ni povedala, ne? Ne, mislim, Ja. ne. Govori pa rada, ne? Ja, to pa obvezno, mislim. To pa. Ampak se sta oba zgovorna, ne? Ja, res je. No, se potem bomo še kakšno besedo rekli o vajinih otrokih, trije so, ne? Cule, ne? Ja, Deva še midva kakšna reči. Ti se tudi nisi rodil v Sloveniji, ampak v Bosni. v Bosni, ja. Isti konc kot Edis, Cazin, Krajina. Ste se poznala prej? Ne, Ne. tukaj smo se spoznali. Aha. Kdaj si prišel? Jaz sem prišel leta 94, isto ko je bila vojna. Kako se pa mimogrede spomniš vojne? Je bilo kaj hudo v vašem koncu? Pa niti ne. Koliko si bil star takrat? 11 let, nekaj takega. 11 pa pol. Je kaj tvojih med pokojnimi zaradi vojne? Bližnji, kako bi rekel, brat, sestra, stric, ne, ampak tako, ne vem, od mame bratrancija, pa od fotra bratrancija, tako no. Vsak, katerega pozna, ki je umrl Ja. zaradi posledic vojne. Ja, No in ko si prišel v Slovenijo, verjetno ravno tako težave s slovenskim jezikom? ja, kar so bile. Pa drugo mesto, drug jezik, sploh druga narava. Aha. Glede tega, ker prideš v mesto, mi smo pa živeli na vasi. Ne. In to je bilo za mene kar tako, Razlika. malo spremenjeno. Ja. In potem si ti hodil v najprej osnovno šolo, dokončal? Ne, najprej sem hodil en let, da dokončamo 6. razred, bosanska šola, Dom Svobode je bilo. Ta zgornji del nasproti Ivana Cankarja, potem smo pa naprej nadaljeval sem šolo v Ivan Cankar. In tam dokončal osnovno šolo? Ja, in potem pa srednjo pa kovinarsko, za strugarja. Delal si pa na različnih področjih, ne? Ja, zdaj imam pa največjo prakso elektroinštalacije. Aha. To ti je nekako zlezlo pod kožo? Ja. Ko si doma? Ja, najbolj, ja. Ti si tu ustvaril družino, imaš tu družino, Ja. ampak zanimivo, ne? Ženo si spoznal v Bosni, če se ne motim, Ja, prek seveda. špegla, ogledala. Ja, prek špegla. Zdaj, ko si mi to povedal, najprej nisem razumel, kaj to pomeni. Daj razloži. Ja, jaz, ko sem šel v Bosno, sem se šel strižljal, ne, normalno, Aha. frizerski salon. In pač, ne vem, tako je bil v špegu, in pač, ko me je strižila, sem gledal v špegu in Iskrice. zaznal sem jo pol, ko je prišla. Mislim, da kar tako je iskrice. Ne, ja, Ne. se rekel, je tole kar lepa lušna, tako kiraj ta, pol sem pa malo tam spraševal. Pa je bila glih njena sestrična, me je strižila in tako se je pol nadaljevala. In se je potem nadaljevalo, Ja. in ti si jo nekako prepričal, da je prišla k tebi. Ja, pol smo bili pa skoraj 3 leta v zvezi. Pol sem šel, ne vem, tako 2-krat na mesec dol, kukar je bilo vsaj tam, no, pa šik tam pa. Potem je prišla k tebi. Ja, potem smo se pa poročili, Imate že kaj družine? imamo 2 otroka. Starejša, mlajša? Sin je, zdaj bo 12 let, punčka bo pa 1. avgusta 3. In se še radi vračate v Bosno? Ja, gremo kar tako 2-krat, 3-krat letno, odvisno od... Verjetno v zadnjem letu malce manj, ne? Zaradi Ja. te korone. Ja, seveda, ja. Sicer pa je lepo, ne? Ja, kar. Pa večinoma naredimo krog, ko gremo na morje, gremo še sproti v Bosno. Kaj pa te navade, dobro, v Sloveniji, saj večinsko prebivalstvo, ne, bolj praznujemo Božič, Veliko noč, ne,
Ti si tudi muslimanske veroizpovedi, ne? Imam pa druge praznike, ne? Ramazan, Bajram, pa še kaj drugega, ne? Ja. Kurban Bajram. Bajram tudi, ne? Je razlika? Je. Sam sem se tudi navadil na te druge praznike, ne vem, Božič, pravoslavni, katolički. Tako, tudi me kolega povabijo, pa grem tudi njima na obisk. No, super. No, še vidva par besed o družini. Najprej se je rodil, kaj se je rodila? Rodil se je Elvis, najstarejši sin, 23 let star. Potem se je rodila naša hčerka Aida, zdaj avgusta bo polnoletna, pa najmlajši Kenan bo zdaj drugi mesec 10 let. No in ko si že omenila tudi Aido, da bo stara kmalu 18 let, Aida ima cerebralno paralizo. Plus ima pa še 4 diagnoze, plus vse to. Kako se je to začelo? Aida se je rodila, bilo je vse v redu z njo, se pravi vse v redu, ker jaz sem imela enega sina že pred njo in vedela sem, kako tudi razvoj poteka. Pri 3 mesecih smo šli na sistematski pregled, se pravi vse sledila, glavco dvigovala, smejala se pravi normalno razvoj. Nosečnost v redu, vse v redu. Dobila je cepivo, smo prišli domov, naslednji dan je dobila epileptični napad. Jaz takrat res nisem vedela niti kaj je epilepsija, nič takrat nisem vedela. Odpeljali smo jo zdravniki, jaz sem razložila, kaj se je naredilo. Res je bil hud napad, ker je tudi bila čisto modra, rokce je stisnila, nisem 3-mesečnem otroku, nisi mogel roko dati takole narazen, čisto trda, oči obrnila in smo šli gor in me je v bistvu nekako poslala domov, ona je že vedela, zdravnica je vedela, zakaj se gre, meni hotela povedati, poslala me je domov, naj grem po flaško in tako naprej, da pridem nazaj. In ko sem prišla, rekla, da bomo šli za Ljubljano, ker po njenem, kar je videla, naj bi ona imela epilepsijo, ne itak šok takoj. Zakaj, odkje, kako, milijon vprašanj, odgovora nobenega. Šli smo v Ljubljano, potem bila je sobota, smo tudi bile še v nedeljo tukaj v zdravstvenem domu, potem v ponedeljek so nas pa peljali za Ljubljano, da naredijo EEG in so potrdili epilepsijo. Potem se je pa začelo eno za drugim, ne. Po epilepsiji, razvoj je bil, se pravi, razvoj je padel čist nazaj. Tretji dan po tem prvem napadu je ona bila v bistvu novorojenček, ona ni več sledila, ni dvigovala glavce, nič. Pri 6 mesecih smo dobili fizioterapijo, pri 2 letih je ona še vedno ležala, ni se znala obrniti nič, ne, kot novorojenček. Zelo razvoj, mislim, globalno razvoj je šel nazaj. Hodila na fizioterapijo redno, 2-krat tedensko, nič, ne, že obupaš, ne, čist, nič se ne dogaja, no. Potem se je pa nekako začelo pri 2 letih, da se je začela vsaj obračati, nekje pri 4-5 letih smo jo kakor toliko spravili, da je se znala sama usediti, kakor toliko na nogce, da je malo hodila. Pri 7 je pa že v bistvu vse nekako začela pa pešati, ne, je pa začela v bistvu ravnotežo izgubljati in je nekako smo mogli tudi nabaviti invalidski voziček, ker ni več mogla hoditi. Govori ne, potem se je pa začela tudi hrbtenična skolioza, ne, od vsega tega je dobila tudi hrbtenično skoliozo, imamo tudi opornico, potem tudi kostna masa je zelo nizka, tudi zato imamo zdravile, tako da je zdaj Aida pri 17 letih kot otrok znanja in vsega nekje na ravni 6-7-mesečnega otroka. Drugače pa zelo taka vesela punčka, ful lepa punčka. To smo videli na tem zasavskem humanitarnem teku, ki je zaslišala glasbo. Ja, glasba, otroci, se pravi, ona ne mara tišino, ona ima rada, da je veliko otroci, se pravi, da se nekaj dogaja okoli nje, glasba, voda, to je tisto, kar ima ona rada, igračke in take stvari, nima zanimanja, ne, to ona, niti se noče igrati, niti se zna, ne, ampak glasba, voda, ljudje, otroci, to je tisto, kar ona rabi, ne. Vsi mi, ki imamo zdrave otroke, ne, se niti ne zavedamo, kaj imamo. Vidva pa sta se verjetno pogosto vprašala, zakaj se je to zgodilo. Kako sta sprejela, kako si ti sprejel stanje kot oče, da se punčka, hčerka ne razvija tako, kot bi si vsak oče, starš želel?
Igor, lejte, s tem se človek ne more sprijazniti. Ne. To je dobesedno nemogoče. Probavamo iskati, zakaj glih mi, ampak odgovora ne dobiš na to. Mislim, to, kar imamo mi, pa drugi starši, ko imajo podoben tak primer, ko imamo mi, ali celo hujši, ker vedno je hujše od hujšega. Ne. Te ljudi malo kdo tudi razume. To, kar imam jaz, isto ne pravošem nobenem človeku na svet. Ampak probavali smo pa marsikaj narediti. Jaz sem rečemo večinoma po tereni, po tujini, ne. Nemčija, Danska, Švedska, da v hišo pride tudi malo več sredstev, probaš od bioenergetičara do raznih, rečemo, alternative, zdravljenje, vse se mora plačevati, razne terapije, smo probali vse. Boljš ni in pol s cajtom tudi človek, ne da obupaš, ampak dobesedno vidiš, da pač moraš se sprijazniti s tem. In mi dva se borimo že skoraj 18 let. Se je bilo težko odločiti potem še za enega otroka, potem ko veš, da je drugi otrok kar precej bolan, da je zelo bolan? V bistvu nismo se odločila, pač zgodil se je, ampak jaz sem celo nosečnost normalno, preden sem se sploh odločila, da ga obdržim, Edi si rekel, ne, Ermina, obdržali ga bomo, ker ta otrok je dan z enim razlogom. In jaz sem šla na ginekologinjo in sem zahtevala vse preiskave, kar je možno, da najprej vidim, če je vse v redu. Vse preiskave so bile v redu in sem se odločila, da bom pa obdržala ga. Celo nosečnost si tako razmišljaš, ne, kaj bo, da ne bo okej. Ko mi sem čakala res, da rodim, da vidim, če je vse v redu, pri rojstvu je bilo vse v redu, ampak smo takoj rekla, mi dva otroka ne bomo dala cepiti, niti podrazno. In Kenan bo zdala star 10 let, je še vedno Kenana nisem cepila, kartoteka njegova je pa dobesedno prazna. Otrok samo enkrat je, mislim, da malo zakašlo. Tako da tudi zdravnica je rekla, da ne more verjeti, ne, da zelo zdrav fantek, in je res dan z razlogom, ne. Nekako čez njega doživljava Aido. In tukaj nam je dal enega veselja, vnesel tudi tak je zelo tak prisrčen otrok, zelo zgovoren, vsega zanima, tako da res, jaz bi tudi rekla, ne vem, starši, ki imajo otroka s posebnimi potrebami, naj ne razmišlja, ja pa ne bom še enega otroka imel, ampak tudi Aida ima zdaj 2 brata in mi dva tudi vemo, ne, ko enkrat nas ne bo, ona ima svoje 2 brata. Kako sta pa brata sprejela? Punčko, sestrico? Odlično. Ker za našo Aido, starejši sin Elvis, že od majhnega smo ga učili, da se nauči imeti eno odgovornost in da ne pozabi na sestro, na svojo družino. In če se tudi rečemo, tako gre kam, urco, 2, 3, pri Elvisi mi našo Aido komod pustimo. Tudi danes? Tudi danes. Je prišel iz službe, smo mu povedali seveda, da imamo danes z mamo intervju in z veseljem, ne, je ostal, da Mirka Aido in maloga Kenana. Nikoli se jo pa ni sramoval, ne? Ne, lejte, to je en tak diven, mislim, duša od otroka, ker tu je fant 23 let star, Aida ima planice in tudi jo presleče zrihta, vse, mislim, skrbi, kot da je on isto starš. Kako pa Aida kaže svoja čustva, dobro, v glasbi se razveseli, kaže čustva do vaju, do bratov? Ja, Aida je v bistvu tudi taka zelo nežna punčka, ona, tudi ko se stiščeš njih, ona te bo objela, ona se bo smejala, tudi recimo, ko je Elvis ali pa Kenan, kaj poveta, jo pokličeta, se zasmeji in nazaj gleda, kam je šel, se pravi, s pogledom, ne, se tudi ta kontakt je nekje šele dobila nekje pri 7-8 letih, ne, ampak takoj se razveseli, ko sliši v bistvu Edisov glas ali pa moj, ga takoj prepozna, točno ve, da smo to midva, sploh nas ni treba videti, ona ve, da smo midva.
ta naš glas že poznali, tako da je pa zelo taka čustvena punčka, objemčkala bi se pa skozi, ja. Je mogoče v kakšni ustanovi kdaj? Ja, ona hodi v šolo? osnovno šolo Slavka Gruma v Zagorje. Kombi pride po njo in jo pripelje nazaj. Tudi verjetno dobro tudi za starše, za celo družino, da na nek način tudi malce počije, ne? Ja. Ker je naporno, ne? Ja. Vse ljubezni, ki jo človek ima do svojega otroka, je pa počitek tudi potreben, da lahko daš ljubezen potem nazaj, ne? Ja, še posebej, ko ima Aida tudi motnjo spanja, midva ne vema, kdaj smo v bistvu spala celo noč. Ne, danes zjutraj, če primer povem, zaspala je nekje, koliko je bilo 12, polnoč, vstala je ob 3. To je bilo to, naše spanje. Ki ga je težko nadoknaditi. Polna luna še posebej, ko je. Je bilo že tudi, ne vem, da po 48 ur ni sploh zaspala. Imam moč polna luna, jaz se tudi na sebi čutim, ne? Ja, Kakšen glavoboj, ne? Sprememba vremena. Ja, vse vedno takrat ponavadi tudi sprememba vremena. Napadema pa skozi, ne. Napadema pa že odkar v 3 mesecev vsak dan. Čeprav smo različne zdravila, vse smo zamejali, kar je možno. Epileptične napade, ne? Ja, epileptične napadi. Si tudi jezik pregrizne, kdaj? Ne, hvala Bogu, to Hvala pa ne. Bogu, ne. To pa ne. Tako da vse za svojim potegne, ampak ta motnja spanja je pa, ampak nekako midva v bistvu, večinoma ona tudi spi z Edisom. Edisa, ona dva, oni poje, ona se mu smeji, tako da njega ima pa, moram priznati, rajši, ne, ampak vedno je tako bilo, ne, deklice so očkotove, sini so pa mami. To je, ne? Da ni dva. Ja. Ja, to mi pa res Edis ful, mi reče, ne, ti kar pet spat, pa bom jaz danes z njo, tako da pa nekako se tu včasih zamejam, pa grem jaz k njej, da si tudi on malo spanja, da nekako mama energijo čez dan, ne, ker je treba imeti. Je pa tudi res, da marsikatera družina razpade, ne? Ja. Ja, nažalost. Tudi zaradi bolnih otrok, ne? Ja. Dobro, veliko jih postane skupaj, ne? To je pa vajna družina je ostala skupaj, ne? Ja, To nekaj midva. pove, ne? Ja, zdaj si že kar nekaj časa bil ob strani, ne? Se ti kar se malce opravičujem, ampak Nič odga. gremo pa zdaj na to humanitarno področje. Mimo grede, tudi čas Ramazana je nekako ni čas samo posta, hrane, pijače, tudi spolnosti, alkohola, ampak je tudi čas, ko mora človek še dvakrat več dati, če se ne motim, ne? Še bolj biti humanitaren. Drži? Ja. No, kje je prišla ta ideja o humanitarnem društvu? O tem, da boste vi trije, pa še ostali, ki so z vami, nekako pomagali drugim? Jaz bi tako rekel, jaz sem že, ne vem, človek naravno rad pomagam, ne. Ne glede tudi v prejšnjem, tako, kako bi rekel, ko nismo sploh začeli s to akcijo, pa zdaj, ko imamo registrirano društvo. Poznajo me tako naravno, tudi v Trbovlju, v Zasavju, vse posodno. Če ne bom pomagal, ne bom ti tudi, kako bi rekel, po Škode domače. delal. Normalno. Raj se pol izognem, pa grem stran, pa bom raj ti. Ja, začel se, ko se malo spomnim zdaj nazaj, Edis me zjutraj poklical, ali SMS poslal. Ne. Prvo mi je v Messenger nekaj poslal, pol pa nisem jaz to zasledil. Potem je pa rekel, a boš, daj tole si preber, pa kakor lahko pomagamo, da gremo v akcijo. Potem smo pa se rekel, ni problema, vzela. Jaz sem bil še v Pojsna. Sem prebral, sem ga poklical nazaj, sem šel do njega gor domov, pogovoril se in smo šli v akcijo, da pomagamo tej prvi družini v Sevnici. Ne v Trbovljah, ampak v Sevnici. V Sevnici, ja. Torej, nikoli niste bili docirani na občina, ne? Ne, nikoli. Po celi Sloveniji pomagamo, ker prva družina, ko se je javila, je pač Edis jo je zasledil. On je zjutraj pač vstal, koliko smo se pogovarjali, je rekel, tole gremo pomagati. Tudi če noben noče, mi 3-4 bomo zbrali nekaj denarja, pa jih bomo kar kupili pa odpeljali. In kaj je bila ta prva pomoč? Edis, Prva pomoč je bila res, odziv je bil tak fenomenalen. Jaz pač, kar je prej Cule omenil, sem ga kontaktiral, če bi vsaj prispeval vsak nekaj 50, 100 evrov, 20, pač kdo lahko dane. Cule je seveda bil za,
pa smo še par ljudi kontaktirali, pa smo pa zadbino se malo tako pomenili, kaj če mi tu objavimo na Facebook, ker je le večja družina, ne, če se že nekaj pomaga zdaj z kakem 50-100 evrov hrano, mislim, nismo veliko, smo pomagali, ampak sem rekel, ko če mi to objavimo malo na Facebook, na te društvene mreže, mogoče se nam še kdo pridruži, ne. In tukaj smo objavili, mislim, meni se je dobesedno v stanovanje usula ena taka večja količina hrane, od higijenskih pripomočkov, oblačil, mislim hrane. Na koncu celo gotovine je bilo 640 evrov in ko smo mi to dostavili do te mamice v Sevnico, prikazali, ker tu nihče od nas ni plansko pač, da se začne s kakim društvom, mi Trbovci za Slovenijo, ampak tukaj sem prikazal, smo naredili en posnetek v živo. Dobesedno meni se usul tukaj ni prošen, ko ljudje rabijo pomoč. So pa tudi se aktivirali ljudje, ko želijo donirati. In pol se je tu začelo razvijati. Zgodba po zgodba, zgodba po zgodba, smo pomagali po celi Sloveniji že čez 160 družin. Koliko časa je zdaj že to? Uradno smo od 7. januarja, a predtem smo funkcionirali ene 10 mesecev. Ene 10 mesecev, s kakšnim imenom že se to išče? Mi Trbovci za Slovenijo. Mi Trbovci za Slovenijo, ne? In mislim, da tiste prve logotipe, če se ne motim, je Darko Kunič izdelal. Ja, naš Darko Kunič je naš grafik od samega začetka in se mu zahvaljujem res od srca. Ermina, kaj je najtežje pri teh humanitarnih projektih? To, ker je zelo veliko oseb, družin, ki rabijo pomoč, vi pa čisto vsem ne morete pomagati in se je treba odločiti, komu pa mogoče še ne. Je to najtežje? V bistvu lahko rečem, da je, ker prošenj je ogromen. Nekako, ko gledamo, na katero zgodbo bi zdaj vzeli, da gremo pomagati, gledamo v bistvu invalidi, pa tam, kje so otroci, ne. Nekako tam tudi jaz se čustveno zelo odzovem. So bile pa tudi, ne vem, so bili družine, ki so pa mogle počakati, da smo vzeli, se pravi zgodbo, ki je, ne vem, poklicala nas je gospa, povedala zgodbo, nujno, se nekaj, neč gremo takoj to gospo vzeti, ne počakajo drugi, ampak, ne vem, to je tisti problem, ne, zelo težko se odločiti, ne, pol mogoče nekateri bodo rekli, ja, lejte, jaz pa čakam toliko časa, če so otroci tukaj, ne, da otrok nima kaj za jesti, da, ne vem, invalid, ne vem, ne more si kupiti nekak invalidski pripomoček, ki ga nujno rabi, normalno, da bomo tam uskočili najprej. Ampak gledamo pa, da pomagamo potem po vrsti vsem, ampak dobimo prošnje, gremo, pomagamo, ampak že pri tem se že spet usuje teh prošenj še več, pomagamo maksimalno, kot lahko, res. Sevljudin, si pričakoval takšen odziv po tistem telefonskem pogovoru? Ne, jaz sem mislil, da bomo mi kar zaključili s tistem, takrat, ko smo obiskali Sevnico. Potem je pa Edis me poklical, smo se še enkrat dobili, kavico spili, ker kavico imamo rad, sploh jaz. Kot je povedal, mu se je usul. Pisal sem mu pač, klical so ga, da rabijo pomoč, pa smo pa rekli, kako bomo s časom, smo rekli, gremo ne pomagati, vse smo prostovoljci. Pa vsi imate svoje družine, vsi svoje delo? Ja. In je težko to usklajevati, ne? Ja, ampak včasih skozi najdemo, no. Do zdaj mislim, da nobena družina ni ostala brez pomoči, ne? Brez pomoči, tista, ko se nam se je javila. Ampak tako kot je v naši družbi, je dobro imeti stvar registrirano, ne? Ja. Kdaj je pa ta odločitev padla, da dati to na papir, da se prijaviti, dobiti status? Ta odločitev je pa padla, mislim, ko smo se pa vračali od ene družine, smo šli iz Šmarjetske Toplice. Smo se tako spontano pogovarjali o avti, jaz, Ermina pa Edis, pa smo pa rekli, Edis je v bistvu prvi rekel, najboljše, da kar registriramo, da začnemo ta postopek. Lažje bo tudi za donacije, koliko smo tudi seznanjeni s tem, saj jaz, tle po Trbovlju, pa z okolico, ljudje ti bolj zdaj še verjamejo, ker vse gre v protokolu, kako bi rekel po domače, vsak evro, vsak cent, ko ga mi dobimo, damo tudi naprej.
bolj transparentno je. Ne? Ja, bolj transparentno. Ne? No, januarja ne, je bilo društvo registrirano, humanitarno društvo IDA, kot si v začetku dejala, nekako po hčerki, ime hčerke. Ampak sočasno ste tudi dobili prostore, kako je bilo s tem? Ne, lejte, za prostore, jaz sem za prostore res apeliral na marsikoga, ne, tle v Trbovlji, ne, rečemo, so ljudje, ko imajo svoje kakšne te hale, prostore, garaže večje, ne, ker tu, vete, če vi nekaj delate 10 mesecev, objavimo zgodbo, da ljudje rabijo obleke, obutve, kaj smem, prehrano in tu, ne moreš tako stvar kupiti pri sebi doma, ne. Ni variante, mislim, ne da se. Pa sem pa apeliral na marsikoga in dobesedno ni nam uspel dobiti. Se pa zavedam, ne, če nekaj ni transparentno, ni uradno registrirano, da tudi občina ti ne more veliko pomagati. In poleg smo mi se odločili, da to registriramo, seveda smo kontaktirali tudi občino, našo županjo Jasno Gabrič in seveda so nam, gledajte, vidimo, zdaj vsi smo hvaležni naši županji, občini, vsem, da smo dobili te prostore. Malo pisarne tudi mora biti za naše donatorje, ko nam pridejo, rečemo, na obisk. Pol imamo tam en prostor, kjer mora biti ločeno, ne, obleke pa čistila, hrana je v drugem prostori. Pol se tu, zdaj, ko imamo te prostore, smo rabili tudi police, ne. Ker hrana mora biti lepo vse zložen, zrihtan, smo kontaktirali isto par ljudi za, če bi nam kdo doniral police, seveda sem kontaktiral najprej, ker ga vedno omenim našega, je tudi v društvu, gospod Branko Tarlač, ko ima isto, dost ljudi ga pozna in on pozna dost ljudi, se je pogovoril glede te moje prošnje, glede polic z gospodom Janez Vidmar in seveda z veseljem nas je povabil na kavico, smo šli do gospoda Janeza in je doniral oziroma podaril police. Nam je te police in zdaj te police imamo tu. Ljudje, ko nam donirajo hrano, jo tu zložimo. Sej, potem gre pa hitro naprej, ne? Tako, tako. Je pa treba plačevati najemnino, ne? Ja. To pa ni poceni, ne? Ja, zdaj društvo kot društvo mora delovati, tu se pa moramo boriti, da plačujemo, najemnina je mesečno 162 evrov plus stroški, rečemo, gretje, štrom, komunala. To moramo zdaj mi plačevati, pomagajo nam pa naši donatori, ne, ker brez njih tudi mi veliko ne moramo narediti, ne. Po 2 letih upam, da dobimo tudi Status humanitarnega društva. Tako, samo tu dobimo šele po 2 letih, ne. Tisto, kar smo mi Trbovci, ne, za Slovenijo delovali 10 mesecev po celi Sloveniji, tu se ne šteje, ne, šteje se od 7. januarja, ne. In se morate v tem času dokazati, da ste res vredni, da dobite ta status, ne. Tako. Potem bo pa lažje, ne, lažje kandidirate na državna občinska sredstva, ne. Kako pa je s članstvom? Nekaj članov imate, ne? Ja, imamo nekaj čez 200 članov. Ne samo iz Slovenije, ne? Ne, tudi iz Švice, Nemčije, Avstrije, Bosne, Hrvaške. Čemelina, če se ne motim, 12 evrov, ne? 12 evrov, ja, letna. Letna, ja. Ja. Nekaj je, ne? Ampak ravno veliko pa tudi ne. Ja. Kje pa vas dobijo najlažje preko SMS, preko telefona? Na kakšni telefonski številki? Bolj ko ne, od samega začetka gre vse preko mojega Facebook profila in telefonske številke. Ki pa je? 070 161 691. Lahko še enkrat? 070 161 691. No, sej naši gledalci bodo tudi lahko nekaj časa spremljali. Ne bomo povedali, kakšen je vaš račun, ampak bo potem tudi izpisan spodaj na ekranu ali pa zgoraj na ekranu, da mogoče lahko kdo, ki to daje ogleda, tudi kaj donira. Mislim pa, da se mi pred začetkom oddaje dejal,
da te pa včasih tudi kdo preseneti, ne? Zdaj vi se po Sloveniji največ furate s svojimi avtomobili, ne? Ja, in med tem cajtom, rečemo, mi imamo 3 avtomobile, celo rečemo imamo, jaz pa Hermina imamo za našo hčero kombi, ki je prilagojen za invalida, ne, je z rampo. Tudi z njim gremo, rečemo, če je kakšna večja donacija, ampak, glejte, tu ni zdaj avto namenjen prav za take stvari, ne. Je le tu za Invalida, ne? otroka invalida in pol moj sule on tudi svojim osebnim avtomobilom vozi in tu pol je, stroški so, registracija, gume, servis, popa, moj sule včasih tudi kaj zahakla, tako da mislim, glejte, in moram se pohvaliti, ne, tu je zadnjič me en gospod Aleš iz Ljubljane kontaktiral, ne, ker jaz sem tu za avto, rečemo, pač da ne uporabljamo naše avtomobile, ne, ker naše mi ne moreš tudi v stroške uveljavljati, ne moreš servis, ne moreš nič, ne, če ni avto napisan na društvo. In jaz sem tu svojo zgodbo malo omenil gospodu Alešu, Aleš je pol kontaktiral Mercator in Mercator se nam z veseljem odzval, so nam poslali eno darilno pogodbo, tako da smo dobili tudi eno osebno vozilo enega Kanguja. Ga je pa treba, Igor, zdaj registrirati, verjetno bomo videli, v kakšnem je stanji in pol, če so ljudje, no, pol, ko tu objavimo, če nam bojo kdo želel glede registracije, servisa, gume, pomagati, ne. Magar kakšen SMS, da nam pošljejo, ne, na 19 AIDA 5 ali pa na naš tekoči račun. To imate odprto, torej besedilo AIDA 5 na 1919 in vsak, ki bo to poslal prek SMS-a, ne, donacija pride na vaše društvo, ne. Tako. In bo to porabljeno tudi za registracijo, ali pa za kaj drugega? Tudi za to, pa rečemo, od teh SMS-ov isto se nabavi hrana za ljudi, ko so v stiski. Kuk imamo, tuk pomagamo. Tuk damo, kuk imamo, tuk damo. No, mogoče mi dva, Hermina, koliko vse je bilo v tem letu, ali dobrem letu vseh teh akcij, nekaj je že omenil, se ljudi na tisto v Sevnici najprej, pa Šmarješke Toplice, če se ne motim. Kje vse ste bili? Kaj vse ste delali v tem času? Približno. Približno, tega je zelo, zelo ogromno. Bili smo Maribor, Bled, Jesenice, proti Krškem, se pravi Sevnica, Krško, Dolenjska. V bistvu nekako smo kar zaokrožili Slovenijo. Tudi seveda naše Zasavje. Tudi v Zagorju, ne, pri Marinki, ne? Ja, pri Marinki. Kaj, vedno samo hrano, denar, oblačila ali tudi kakšna prenova? Tudi kopalnica v Mariboru, recimo je bila kopalnica, cesta se je naredila, makadamska, potem invalidski voziček smo nabavili Nerminu v Zagorju, potem hrana, oblačila, mi malo pomagaj, se ti še kaj spomniš? Kopalnica v Zagorju, ne, tudi. Kaj, dobite delavce, pa to prostovoljno delajo, kako, ali to vi zaznate? Bolj ko ne objavimo in pol zdaj za nazadnji primer glede obnove se mi je pridružila firma Elin. Elin DO, ko imajo klimatske naprave in donirali so, rečemo, kopalniško opremo, svoje ljudi so poslali, svoje zaposlene. Jaz, Cule, pa še koga takole kdaj kontaktiram, zaprosim, če nam gre fizično, malo da mi saj pripravo naredimo, ne, pa ko pride firma, da tu naredi do konca, da spelemo projekt, ne. Koliko prostovoljnih ur je že bilo? Si kaj računal, Cule? Ne računam jaz tega, ker rad pomagam, pa tako da me ure sploh po domače povedan ne zanimajo toliko, ker če imam čas, gremo, če pač ga nimam, pokličem Edi, se reče Edi, jaz ne morem, pač grejo oni, ali pa tudi če je Hermina, ne more gre Edi sam, ali pa kontra. Tudi žena sodeluje, pa otroka že kaj? Moji ne, moja je večinoma služba, pa 4 z mene, tako da je kar naporno. Tebe pusti, ne, tebe pusti. Mene pusti primer, pa
da lahko delaš, Ja. ne? Še humanitarno. Ja. Vida pa verjetno tudi ne vodite kakšno evidenco ali pač koliko Ne, ur ne. sta vložila v to. Nekako sam to nekako evidenco imamo, da smo pri 160, v bistvu že čez družin, posameznikov in družin, ampak ure pa To je nemogoče sešteti. ne Mimo mogoče. grede, smo še vedno v času epidemije, čeprav nam kar precej dobro kaže, pa vendarle se je stanje po vajinem, po vašem, poslabšalo, je slabše stanje zdaj, kot je bilo recimo leto nazaj. Slabše. Mi imamo Kje se zdaj to vidi? še več prošenja. Mislim, neverjetno, ne, jaz sem mislila, da bo ok, ampak je še več prošenj. Še vedno hrana je vedno, ne, nažalost. Kakor ste slišali malo prej, preden smo začeli snemati, je že bila še ena prošnja, ne. In to je takole vsak dan mu zvoni telefon, na Messenger piše, SMS pošiljajo. Nažalost, čezdalje huje. Jaz upam, da se bo kaj izboljšalo. Hvala Bogu, da so društva, da pomagajo. Kako to sprejemata, glede na to, da živimo v neki urejeni državi, ki ima tudi v ustavi zapisano, da je socialna pravna država, pa tudi poskrbi tudi za te najbolj šibke, ampak še vedno se najdejo ljudje, ki pa so na robu preživetja, ki so v stiski. Se bo to kdaj spremenilo, bo kdaj boljše, ali bodo vedno ljudje, ki jim bo treba pomagati? Jaz mislim, da vedno bojo ljudje, ko rabijo pomoč in da bojo vedno ljudje, ko bojo pomagali ljudem. Vsaj tako mislim. So ljudje, ko rabijo, so pa tudi ljudje, ko rad pomagajo. Čeprav pa lahko tudi dodam, da bi pa država mogoče mogla res malo bolj pristopiti, pomagati. Saj, če ne drugega, ne vem, upokojenci, invalidi. Ne, tukaj je zelo, zelo žalostno, ne. Take majhne pokojnine, invalidi imajo, invalidska tudi pokojnina majhna, doplačevati morajo različne stvari, samoplačniško. Saj sami vidite, kaj se dogaja, ljudje opozarjajo, ampak na žalost, premakne se pa skoraj nič. Ste pa tudi ekipa, ne, ki zna sodelovati tudi z drugimi, ne, ko smo se mi odločili za ta 10. zasavski humanitarni tek, seveda smo ga lansko leto predstavili, ker mi želimo, da čim več ljudi pride, tudi učenci, dijaki, iz vrtca otroci, ampak tudi letos nam je bilo to onemogočeno zaradi teh korona predpisov. Radi pomagate, sodelujete z drugimi. Mislite, da smo lahko vsi skupaj bolj uspešni, če bi bilo tega sodelovanja še več? Jaz mislim, Skupaj smo močnejši to in bi bilo. Ne. Saj rečemo isto, ko je zdaj bil par dni nazaj, ne, humanitarni tek. Moram čestitati Igor, tebi, Sabini. Mislim, po takem nalivi laupa 10 ur za 10 sončkov vsaka čast. Mi smo imeli, kakor si prej omenil, da smo tudi priskočili na pomoč. Imamo naše škatlice, prostovoljni prispevek, Pekarna Evropa, Liloti, kebab, Palma bar. In pač ljudje tem dajo euro, 2, 5, kukarkoli. In se kar precej nabralo v teh škatlah, ne? Tako, in smo z veseljem se udeležili v humanitarni tek in smo prispevali 3 škatlice. Tudi na ta način zbirate denar, ne? Tako. Torej s temi humanitarnimi prispevki, škatle so nameščene v, ne vem, v gostilnah, slaščičarnah. Mimogrede, samo v Trbovljah, še kje drugje, Cule? Mislim, da ne, samo v Trbovljah, samo Edisu so par že pisali, da bi tudi postavili v drugih mestih, pa samo ta korona nam tukaj ne dovoli tega, pa tudi gostilne so se zdaj začele odpirati, tako Še da, ne? ko bo po mojem končno odprto se, bo Edis poklical tisto, ali ga bojo Edisa poklicali, pa bomo tudi tam dali. Za prostovoljne prispevke. Torej, nekaj denarja zberete tako, nekaj preko teh donacij na račun, ki ga vidijo naši gledalci, ki je odprt pri humanitarnem društvu AIDA, nekaj preko teh SMS donacij AIDA 5 1919,
Pa tako, dobri ljudje prinesejo, ne? Kakšne makarone, kakšne oblačila. Ja, police imamo trenutno bolj kot ne prazne. Pa gre to za nova oblačila ali tudi za oblačila mogoče, ki so nekomu premajhna, pa so še vedno dobra? Imamo tudi, zadnjič, ko smo bili pri eni gospe v Krškem, v Brestanici, gospa upokojenka, ki je isto zelo v zdravstvenem slabem stanju, nas je kontaktirala, da enostavno si ni v življenju nikoli kupila eno mikico novo. Vedno ji nekdo nekaj podari. In mi kot društvo smo ji s hrano pomagali in tudi gotovine smo ji dali 100 evrov, da si lahko gre kupiti vse kako mikico. Mislim, tudi na tak način pomagamo. Ne. Imamo pa tudi dole na naši tržnici prostovoljne prispevke, od komunale dobimo stojnico, ne, in pač ljudje nas pridejo malo pogledati, donirajo kak evro in seveda vzamejo kak naš artikl, naš logotip, majico ali pa karkoli. No, tu je tudi majica, donacija humanitarnem društvu AIDA iz Slovenije, to pa je nekega nogometaša, ne? Ja, to je pa vratar Bengalijo. Igra v Monaku in njegova soproga je drugače iz koncev bivše Juge. Ne, ona je napisala tu donacija humanitarnem društvu AIDA iz Slovenije, od vratarja Bengalija je pa podpis. In zdaj, zaenkrat je to še v pisarni, ne? Zaenkrat je še, kar se... Je to licitacija, je kako? Tudi. Torej, kakšna je sklicna cena, če rečemo zdaj? Lejte, mi, če damo zdaj izklicno ceno od 100 evrov pa gor. Od 100 evrov, ne? Začetna. Na tvojo številko, ne? Tako. Pokličejo in koliko časa? Kakšen mesec? En mesec bomo pustili, bomo videli, no, če bo kak odziv bil. No, v redu, če ne bo pa še nekaj časa ostalo za kakšno drugo priložnost, ne? Tako. Ne vem, smo povedali bolj kot ne vse, bi še kaj dodal za konec? Jaz bi se zahvalil vsem, ki nam stojijo ob strani, da lahko mi pomagamo naprej. Lepo. Še ti kaj? Ja, kaj ne rečem, hvala vsem, ki so do sedaj nam pomagali, vsem donatorjem, ki so donirali. Hvala jim, ki še vedno stojijo ob naši strani, ki mi objavimo zgodbo, pomagajo. Skupaj smo močnejši in ljudje, naj rečem, ne obupajte, ker vedno se bo najdel nekdo, ki bo priskočil na pomoč. Mi se bomo trudili maksimalno, da pomagamo po svojih močeh, ne? Po svojih močeh. Še ti za konec? Igor, ti si predsednik društva, ne? Ja, glavna beseda. Ja, mislim, predsedniki smo mi vsi. V družini ima ponovadi žena, ne? Ja, glava, mislim, šef je šef. Igor, jaz bom povedal samo tako, ker imamo tudi ljudi, ki nas podpirajo ven Slovenije in vsi pač tudi ne zastopijo slovensko, zato pa jaz, pa Ermina Pacule, ko delamo kako video, ne, rečemo, Ermina bolj ko ne perfekt, ne, slovensko govori, jaz Pacule bolj tako, jaz pa nasploh, tako da tudi kako rečem našo, ne. Tako bom rekel, dok ima vas, ima i nas. Če pa še slovensko to rečemo, dokler ste vi, smo tudi mi, ne? Tako. No, hvala vsem za prijeten pogovor. Jutrišnjega dne se pa tudi jaz malce veselim, ne, ker baje mi je obljubljena baklava. Dobrodošli. Ja, hvala. Hvala vam. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost, kaj darujte in srečno.